ko darilo prejmemo, če ga sprejmemo seveda, postanemo tudi dolžnik tistemu, ki nam je to darilo dal in verjetno pričakuje, da ga bomo v primerni priložnosti tudi povrnili. Kaj pa, če ne vrnemo darila? Nismo zagotovili tega odnosa tudi za v prihodnje. Stella Cavaleri in Anne-Marie Coleto, zdravo! Živjo. Sta etnologinji in antropologinji, zato vam imam na sumu, da veste, zakaj se sploh obdarujemo. Pri obdarovanju je tako, da je to univerzalna družbena praksa, kar pomeni, da se v bistvu obdarujemo vsi ljudje na svetu, v vseh kulturah. Dajemo odnosom vrednost z darili, da bi lahko tako rekli, da jih potrjujemo. Ker navadno darila dajemo tistim, ki so nam blizu, ki nam nekaj pomenijo, in jim s tem tudi v bistvu pokažemo to našo naklonjenost. Kaj drago darilo pove o tistem, ki ga podari? Dražje darilo, kot daš, nižje postaviš tistega, ki mu ga podariš, hkrati pa ga zadolžiš, da ti v enaki meri nekako tudi povrne ob primerni priložnosti. Kar pomeni, da če dam drago darilo, hoče malo povedati, da sem šef oziroma več verjetno tistega, ki ga je dobil. Lahko bi tako rekli. Zakaj se pa obdarujemo ob koncu leta? Pravzaprav se moramo vrniti v poganske čase, zimski solstici, dan, ko je v bistvu noč najdaljša in dan najkrajši. In tega so navadno posebej obeleževali. So potekali seveda različni karnevali, obredi. Del njih so bila tudi žrtvovanja, darovanja in pa tudi medsebojna obdarovanja. V času krščanstva se je poganske praznike želeli odpraviti, tako da so se nekako vse te prakse zlile na 25. december, današnji Božič. Praktično obdarovanje v decembru so povezana s tem nekim novim ciklom. S tem pa zagotovimo stare odnose tudi za prihodnje leto. Vidve ste se poglobili v darila z ekipo in ste pripravili razstavo Vsak dar ima svoj čar. Vprašaj. Zakaj vprašaj? Razlog za to gre pa iskati mogoče ravno v tem, kaj se pričakuje in kaj se potem dejansko pa prejme za darilo. Če je to darilo razočaranje, potem dar nima tega čara, ki mu ga sicer navadno pripisujemo. In kaj lahko vidimo na razstavi? Predmete, ki so ponesrečena darila. A imamo čisto slučajno kakšno danes tudi tukaj? Primer neposrečenega darila, ki se verjetno tudi med mladimi kar pogosto podarja, je parfum. Parfum je sicer lahko čisto super darilo, ker smo vsi veseli, sploh če dobimo kakšen takšen parfum, ki si ga sami mogoče težje privoščimo. Gre pa za zelo intimen kozmetični pripomoček in če nam ta vonj ne ustreza, je lahko tudi izredno neposrečeno darilo. Kava. Pogosto darilo? Zelo pogosto darilo, tudi ob kakih obiskih. Tudi to je seveda lahko zelo posrečeno darilo, uporabno, se pa lahko zatakne, če oseba na drugi strani ne pije kave. Stoji v omari, včasih pa tudi zaokrož potem v bistvu naprej steklenica vina. Na razstavi so se znašli tudi erotični igračke. Pogosto darilo ob kakšnih rojstnih dnevih, ko naj bi tisti, ki podarja, največkrat videl v tem neko humorno noto, se je pa skozi zbiranja zgodb, skozi pogovore pokazalo, da nemalokrat, da so takšne igračke marsikoga spravile v zadrego in to ni čisto jasno, kaj bi s tem počeli, kaj so jim hoteli sporočiti. Tudi staršem doma največkrat pa niso upali povedati, kaj so dobili za darilo. Čeprav mislimo, da je to smešno in posrečeno darilo, se je nekako skozi naše pogovore, naše raziskovanje pokazalo, da zna biti pa tako zelo tudi neposrečeno ali pa nezaželeno darilo. Da na koncu ni smeha. Ne. A je še kakšno drugo darilo, ki je mogoče tudi lahko neposrečeno in nima čara? Darilo, ki ga ni. Srečali smo se tudi z eno zgodbo, ki je bilo darilo zelo, zelo pričakovano. Ob njenem 18. rojstnem dnevu, ki je nekako pričakovala, da se bo njena zelo dobra prijateljica spomnila na to in da jo bo obdarila. Ona je pa malo pozabila oziroma nekako ni upoštevala tega, in čeprav je oseba na eni strani darilo zelo močno pričakovala, pa ga ni dobila in ob tem je razočaranje bilo res veliko. Koliko zgodb ste v projektu zbrali in pripravili za razstavo? Okoli 100, mogoče kakšnega manj, skratka kar veliko. Je pa zelo zanimivo, ker pri velikih darilih nam sam predmet ne pove, zakaj je ponesrečeno darilo in rabimo v bistvu izvedeti zgodbo v ozadju. Tako da je v bistvu ful težko, ker zdaj ne moramo reči, katero darilo je v redu darilo, katero pa ni v redu. Ker je odvisno od tistega, ki ga prejme. Predvsem od tistega, ki ga prejme, ja. Ker tudi ljudje, ki so prihajali si jo ogledati in so te predmete občudovali, so zelo velikokrat rekli,
kaj pa je s tem darilom narobe. Ne? Pač meni je pa to ful všeč, jaz to nikoli ne bi dal za neposrečeno darilo. V bistvu so darila en tak lakmusov papir ali pa indikator tega, kako dobre odnose imamo oziroma kako nas nekdo pozna in pozorno razmišlja o nas in se sprašuje mogoče o tem, kaj bi nam bilo všeč. Ko zbiramo darilo, je fajn, da imamo vedno v mislih osebo na drugi strani, kaj je tej osebi všeč, ne velikokrat razmišljamo, kaj je nam všeč. Takrat malo tvegamo, si je treba vzeti čas tudi za nakup darila ali pa izdelavo darila, saj ne rabijo biti vsa darila kupljena. Hvala za ta pogovor. Hvala za povabilo. Bilo nam je v veselje. Tudi meni, tudi nam. Naj bo še tako zlajnano, največji vredni čas, ki si ga podarimo med sabo, zato tudi hvala vam, da ste z osvežilno fronto. Se gledamo. Čau. Čau.